In tako smo stopili v zgodbo. Imam občutek, da smo stopili nekje vmes, ko pisec te štorije o 70-letni izkušeni, elegantno oblečeni, dobro obuti gospe, začenja dodajati zanimiva poglavja. Gospa je v tem času spoznala veliko imenitnih plesalk in plesalcev, ter muzikantov seveda. Mnogi so jo obiskali in se dolgo zadržali. Nekateri pa so prišli na kratko, kaj spili in se poslovili. Za hip pa nas pisec pelje nazaj in za lažjo predstavo pokaže mladost te gospe. Jaz ji rečem gospa folklora. Desetletja nazaj se je mogoče tudi ona s svojimi plesalkami in plesalci vrtela kot ti čudoviti otroci. Marsikdaj je gospa folklora, da bi združila plesalke in plesalce, pripravila zabave in druženja, ko so posedali, prepevali, si pravili šale, se zbadali in
dolge noči prebedeli. Fajn so se imeli. Gospa tudi dan danes rada prisluhne lepi pesmi. Vse to jo navdaja z eno veliko srečo, kot ena velika fortuna. Kadar na nebu zvezda gasnejo se, dan se prebuja. Sonce pošilja žarke, da pozlatijo hribe polja. Rože svoj cvet proste ptice pojo, le tebe še ni. Vse oživi, narava se prebudi,
V svoji mladosti je gospa spoznavala ljudi iz vseh koncev in krajev. Potovala je po mestih, po vaseh in tudi širom okoli po drugih državah. Ustvarjeni spomini ponavadi izzovejo veliko smeha. Gospa v srednjih letih se je zelo rada prepustila šoferju in ta jo je večkrat zapeljal po cestah, kamor je sploh redko stopila kakšna noga in ji pokazal kraje, ki jih, če se ne bi izgubili, sploh ne bi videla. V tistem obdobju njenega življenja pa je nastal tudi mlad ansambel. Gospa folklora ga je ves čas spremljala in občudovala. Blaž je takrat kot deček preizkušal svoje plesne korake tudi v njeni dnevni sobi. Ob velikih jubilejih se vedno podružijo in tako ohranjajo vezi. Tudi v tem poglavju zgodbe jih pisec omenja kot prijatelje Modrijane. Servi
Vso jutro sanjal sem o tebi, čutil gola meni, si rečem o tebo. Saj se ti že dolgo čakam na te, prosim Bože junake, da ne bi spustili. Nisva se še srečala, a vse mi slotila, da na svetu drug po drugem križala. Moja ljubica si moja, zadnja roka tvoja, poča mi srce. Pomesi si sama moja, ljubica si moja, pravica da je tvoja, z mano se začne. Poigram s tvojim svetom, dotakne se s pogledom in skrije se med ljudi. Ko po noči dušo veže miru, zaprem oči in se miru, spet tebi vejem nazaj. Nisva se še srečala, a vse mi slotila, da na svetu drug po drugem križala. Moja ljubica si moja, zadnja roka tvoja, poča mi srce. Pomesi si sama moja, ljubica si moja, pravica da je tvoja, z mano se začne. Pomesi si sama moja, ljubica si moja, zadnja roka tvoja, poča mi srce. Pomesi si sama moja, ljubica si moja, pravica da je tvoja, z mano se začne. Pomesi si sama moja. Hvala lepa. Iskrene čestitke domači folklorni skupini in en velik poklon iz srca. V Guinnessovi knjigi rekordov je najdlje delujoč ansambl na svetu Štirje kovači, ampak oni špilajo 68 let. V iste Šiša za 2 leti, tako da iskrene čestitke. Ste izredni. In hvala, ker ste nas spremljali tudi, ko smo začenjali z nočjo Modrijanov, in hvala, ker ste nam sposodili vaše kostume. Pa ne vem, če lahko to povemo, pa bomo povedali, ker je čisto zares. Ko smo se prvič fotografirali za prvo CD ploščo, pa zdaj krače za prvo kaseto, pa mislim, da tudi za prvi festival, so tudi njihovi kostumi, njihove noše pomagale, da smo v redu izgledali. In hvala. In vse dobro, ne samo njim, ampak tudi celotnemu domačemu kraju, ki podpira tako lepe zgodbe. O domačem kraju, pa o domači zemljici in o teh lepih stvarih pa ena čisto nova pesem, ki bomo zapeli z velikim veseljem. Lepo vas je videti. Svet zrelih let, videl sem zjutraj v zrcalu, sive pravine v lasih, trudek nasmeh. Pa sem
izjemno občinstvo ste. Če vam še tega nihče ni povedal, jaz vam zagotovo bom večkrat. V tej zgodbi pa sledi nadaljevanje. Radovedna gospa je namreč ves čas raziskovala. Zanimala jo je kultura in moda. Potovala je po vsej Štajerski, potovala je po Gorenjski, Primorski in se po teh modnih zapovedih regij tudi oblačila. Spoznala je kulturno bogato Belo krajino, kjer so ji bile všeč snežno-bele obleke in neskončno vrtenje plesalk in plesalcev ob zvokih tamburic. Kadar je imela gospa folklora priložnost, se je oblekla po njihovi modi in povabila dobre muzikante v gostini. V tem in še kakšnem naslednjem poglavju se bo gospa folklora s tamburaško skupino Melos verjetno družila še večkrat. Se ne bo
Zadnja pesem je bila iz naših domačih krajev, upam, da boste prepoznali. Kaj si
jih je gostila dobre muzikante in se bo ta trenutek od njih poslovila. Melos, čestitke in hvala lepa. No, gospa Folklora pa je izjemno vesela in ponosna, kadar ljudje omenjajo njene dosežke. Kadar jo prepoznajo doma in širše, ji stisnejo roko in podelijo priznanje. Zdaj, ko ima 70 let in nekaj drobiža, se gospa Folklora zaveda, da brez vztrajnosti in strasti mnogih plesalk in plesalcev tega jubileja danes ne bi bilo. V tem trenutku zgodbe pa pride na vrsto predstavnik Javnega sklada za kulturne dejavnosti, gospod Tomaž Gorenšek, ki bo gospe Folklori podelil priznanja in stisnil roko. Gospod Gorenšek, dobrodošli. Najprej v imenu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturno dejavnost, močna izpostava Celje. Lep pozdrav vsem in pa iskrene čestitke ansamblu za 70 let. Vsi, ki delamo v ljubiteljski kulturi, vemo, da je naše delo mnogokrat prezrto, veliko časa preživimo v dvoranah, na vajah, da lahko potem se predstavimo takšno, kot je danes. Javni sklad je za takšne odložitve, bi rekel, poskrbel tudi, da imamo nagrade, ki so za pevske skupine, za dramske skupine in pa za folklorne skupine, in to je Maroltova značka oziroma Maroltovo priznanje. Danes jim bodo na predlog kulturnega društva Doberman prejeli najzaslužnejši po rangu, koliko let sodelujejo. Začnemo z brunastim priznanjem. Brunasto priznanje prejme gospa Nina Mlinar. Srebrno prejme gospa Sabina Kumer. Lidija Marošek. Tudi Dušan Marošek. Naslednja je pa Barbara Štibova. Naslednja je pa Mojca Zakonšek.
priznanji, se pravi najvišja stopnja, prejmejo gospod Matej Grbec. Tudi Peter Kristan. Tudi Terezija Ovčar. Naslednja je pa Stanka Repas. In pa partner Boris Repas. Ernest Ovčar. Ivan Žerjav. Cecilija Štimova. Častno maratonu značko prejme tudi Jožica Šek. Ter zadnja častna maratona značka gospod Zdenko Jan. Gospa se je v tem času naučila, kako pomembno je imeti ob sebi dobre ljudi. Take, ki jim lahko zaupa, da jo bodo podprli pri njenih idejah, pri željah, da bi bila popolna v zvoku in stiki. Če je bilo treba, je kdaj tudi dodatno komu pomežiknila. Recimo županu. Spoštovane gospe, gospodje, cenjeni današnji slavljenci, vsi nastopajoči, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu občine Dobrna. Slovenci imamo kulturni praznik. Edini v Evropi dela prost dan z enim verjetno upravičenim namenom v poklon, zahvalo in spoštovanje vsem našim kulturnim udejstvovalcem in vsem ljubiteljem narodne zavesti, ki so ta slovenski narod skozi to burno zgodovino Evrope, skozi tisočletja ali mogoče stoletja otrubali naprej na ozemlju, kjer so živeli brez lastne države, s pomočjo kulture in jezika nekako pripeljali v današnji čas, ko smo pred 30 leti dobili lastno državo. Tega se tudi v Dobrni zavedamo in
zato podpiramo to našo kulturno dejavnost in smo ponosni na delo naših društev in vseh kulturnikov, ki s svojim delom, svojimi negovanjem naše kulturne dediščine ohranjajo to narodno zavest, pripadnost in našo kulturo, jezik in tudi vse to, kar so nam danes tukaj prikazali. V Dobrni lahko rečemo, da je med temi izjemnega pomena oziroma so posebni naši folkloristi, ki že 70 let, bolj rečeno, bolj točno 72 let, zaradi korone je danes datum, ta proslava oziroma ta odločitev, sicer so pa imeli 70 let že 2 letoma, so izjemni v tem, da negujejo našo kulturno dediščino, naš jezik, naše ljudsko izročilo, pesmi in plese, ki so jih peli, igrali in predstavljali naši ljudniki in tudi danes predstavljajo temu prostoru v Dobrni in seveda tudi širše v svetu. Že 70 let, bi lahko rekli, nastopajo tudi za naše turiste, ki v Dobrno prihajajo in tako so nekako ambasador naše kulture. 72 let je dolga doba za delovanje nekega društva, neke organizacije in v njej je zagotovo so morale delovati številne generacije, tako da imamo lahko to folkloro danes. Pred 50 leti, ne pred 50, pred 72 leti, ko je bila folklora Dobrni ustanovljena, leta 1950, mislim, da je prav, da v tej priložnosti omenimo tudi gospod Marico Pasarič, ki je to folklorno skupino ustanovila v Dobrni in da celih 65 let nekako vodila. Letos je Letos septembra smo skupaj imeli praznovali njen 99. rojstni dan, upamo tudi, da se še drugo leto srečamo. Gospa Matica se včasih malce poigra in pove, kako je folklora nastajala, pa se mi zdi zanimiva ta dolžina misel, da ko so prišli mladi pari plesati, pravi, da jih je gledala, kako so plesali, le na koncu gledali so pa drugam. In ona pove takole, sem jaz to potem diskretno uredila, da bi ona dva boljše plesala. In baje je to bilo zelo učinkovito sredstvo, da se je folklori plesalo, igralo in da je bilo lepo. Jaz mislim, da je tudi v našem folklori nekaj takega bilo, saj ste veliko palo skupaj. Sicer malo na teh, malo pa res. Takega načina, takega druženja se seveda želimo tudi v prihodnje, da bi naša iskrena želja je, mogoče tudi danes si malce dovolim, povabilo mladi med naše folkloriste, da bo folklora v Dobrni lahko živela tudi naslednjih 72 oziroma še več let. Spoštovane folkloriste in folkloristi, sprejmite moje iskrene čestitke za 72 let delovanja, uspešno delo tudi v prihodnje, za željo, da vaše vrste malce pomladite in da bo Dobrna tudi ob vsakem dogodku, ki ga imamo, ste naši cenjeni soustvarjalci in tudi to publika vedno pokaže.
še enkrat iskrena hvala. Čas novega leta je seveda in Božiča, zato mi dovolite, da vsem skupaj zaželim lepe, mirne praznike, v novem letu pa obilo sreče, zdravja, vsem zadovoljstva, predvsem pa miru na svetu, upamo, da bo tako. Tule pa sem bi rekel, da imamo eno majhno podobno za vas, da bojo vaje bolj prijetne in da boste raje se družili. Hvala, gospod župan. Njegovo rokovanje se bo še nadaljevalo. Medtem pa z veseljem povem, da je po Mežiki dosegel tudi predsednico turističnega društva, gospod Marijo Delvečer, ki je prav tako pripravila nekaj za gospod folkloro. Zdaj še sekundo, se mi je, da si povabil čestitati vsem nagrajencem, res še enkrat iskrene čestitke in hvala. In kot rečeno, predsednica turističnega društva, prav tako zahvala in Lep dober večer. Danes sem razmišljala, kolikrat naj bi rekla hvala. Najprej bom rekla hvala za ta dan, za naš čudoviti dogodek. Verjetno se tudi vi vsi občinstvo strinjate, da smo bili res deležni zelo lepega dogodka. Ob tej čudoviti obletnici pa naj rečemo, da se je gospa folklora pomladila, pa naj bo stara 70 let. V bistvu se jaz zahvaljujem v imenu turističnega društva Dobrna, v imenu vseh nas članov, predvsem pa v imenu vseh nas občanov, saj je folklorna skupina bila velikrat ambasador, predstavnik, zastopala Dobrno na prireditvah v domovini, izven domovine in kadarkoli, če je le mogla, se je udeležila tudi prireditev v samem kraju. Zato še enkrat iskrena hvala in vesela bom, da se bo to tradicija še nadaljevala. Iskrena hvala folklori za ohranjanje kulturne dediščine in za skrb za mladi rod. Upam, da to ni bila samo zvezdica, kako se reče, ko je en dan sveti, da bo ta zvezdica iz osnovne šole se nadaljevala in da bomo hvalili priča mladim parom na tem odru. Tudi jaz imam tukaj eno zvezdico, iskrico sreče, namreč tudi mi smo bili praktični in smo v folklorni skupini podarili torto za jubilej. iskrena hvala v imenu folklore. Jaz lahko mežikam še komu, če bi to želel, priložnost je ta trenutek ravno prava za par mikrofoni. Tukaj je Jadranka Golčer. Smo prijatelji v kulturnem društvu, oni so najstarejša sekcija, ženske smo tretje po starosti, smo vam vedno v podporo, tako da tudi danes iskrene čestitke vsem, še posebej nagrajencem, da pa ne boste ženi, pa boste nekaj tudi noter našli. V imenu ženske lokalne skupine, v kulturnem društvu Dobrna, torej Jadranka Golčer. In namig je bil, da bi tudi najbolj srečna skupina, skupina Fortuna, rada nekaj povedala.
Jaz bi se vam danes iskreno zahvalila za povabilo. Z veseljem, z velikim veseljem smo se odzvali vabila in smo srečni skupaj z vami, da vam je uspel tako lep večer in vam želimo vsaj še enkrat toliko let, pa za mene, vsi mladi tukaj noter, tu za mene ni nobenega starega, tako da so ste videli energijo, ki je danes bila, tako da je res iskrene čestitke in upam, da se nas to tudi. Tako, dragi dobri ljudje, velika želja se je gospe Folklori izpolnila. Na novo se je oblekla, obula, oplemenitila in svojim plesalcem ponudila priložnost neskončnega vrtenja v snežno-belih, vi dobro veste, belokranjskih oblekah. Folklorna skupina Dobrna ima tudi imenitno Stanko, ki ima nekaj za bregom. Tudi folklorna skupina Dobrna želi spregovoriti. Mi uživamo zelo. Hvala. Upam, da tudi vi. Ampak ne smemo in ne moremo kar takole končati tale večer. Najprej, da se kar dogovorimo, da se dajle domov ne hitimo, se ustavimo, malce postojimo, se malce podružimo, izmenjamo izkušnje, ideje in ne nazadnje ustvarimo lepe spomine, tradicijo, človek rekel. Ampak cenjeni gosti, spoštovani nastopajoči, dobro prisluhnite, pomembno je tole vedeti, ena skrivnost tega večera. Stric Google ni kaj dosti pomagal, niti nobene znanstvene knjige, niti nobena strokovna literatura. Pač pa v celotni zgodbi nastopamo ljudje, nastopamo folkloristi, nastopate vi spoštovano občinstvo, ki nas nenehno spremljate in spodbujate. Vsi mi, človek s svojo osebnostjo, dobrimi in slabimi dnevi, z vsemi obveznostmi današnjega časa, tempom, prioritetami. Ampak, spoštovani, med nami stoji oseba, ki predstavlja neko glavno gonilo tej skupini. Spoštovani, to je naša Ida Hrovat. Koliko energije, koliko truda je vložila v to našo slovensko tradicijo. Pa smo ga srali, pa smo zamujali, pa nismo bili resni, pa smo imeli slab dan, pa smo se tudi sprli. Toda Ida je svojo energijo, zavzetostjo dovolila in nas naučila, da smo shodili, zaplesali. In ste danes tukaj pred vami pokazali. Kazala Ida si nam cilj in nas vodila, vemo, da ti ni bilo lahko. In danes ti srca, hvala, v imenu vseh nas, tvoja trdna volja in vse je pripravljena in mi smo to pristavili. To je naša Ida. Hvala. Je še nekdo, ki je svojo trdno voljo zelo zaznamoval in tole tudi oblikoval. Tako umirjeno, pa vendar vztrajno in dosledno je tole izpeljal naš Srečko Špegelj. Poskrbeti za čevlje, za kup drobnih stvari, pa vendar
pomembnih, da danes tukaj smo mi. Srečko, vse vemo, tudi tebi ni bilo lahko, pa vendarle, poglej, kako lepi smo danes vsi, kako se dvorana z nami veseli in nasijajo naše oči. Hvala. V svoji pesmi spraševal, bo moj vnuk še pel slovenske pesmi? Se tudi mi sprašujemo, bodo naši vnuki še poznali, zaplesali slovenske narodne plese in zapeli pesmi? Pa vam odgovarjam, bodo. Pa bodo in to ravno zaradi takšnih ljudi kot Gorazd Citil. Gorazd, ki nas spremljaš že vrsto let, že od malih nog, že veliko obletnic in verjamem, da bo prišel tudi čas, ko bodo tvoji čevlji zaplesali zraven nas. Gorazd, hvala lepa. Gospa folklora vsakič preseneča. In preseneča s poglavji, ki jih nismo niti načrtovali. Niti najboljši pisec ni vedel, kaj sledi. In zdaj sledi nekaj, kar rečemo vrtenje, neskončno vrtenje snežno-belih oblek. Folklora. Thank you.
živahne, plodovite in živahne jeseni se tudi gospa folklora rada podruži, pokramlja, objedači in bijači in se tako zahvali vsem, ki kakorkoli pomagajo. Vabljeni, da se ji pridružite vsi vi, dobri ljudje. Da se ji pridružite in z njo pokramljate, vsi vi, ki ste jo spremljali do zdaj in jo boste spremljali tudi v naslednjih poglavjih njene zgodbe. Zgodba o gospe folklori se piše dalje. Lahko noč.